Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno. Marsikatera pomurska občina se ukvarja z urejanjem cest na tak ali drugačen način in po različnih občinah so obveze občin večje ali manjše, glede na razvejanost cestnega omrežja. Ena izmed takšnih občin, kjer je precej cest za urediti, je tudi občina Moravske Toplice in zato v našem studiu lepo pozdravljam gospoda župana Alojza Glavača. Dober dan. Pozdrav. Torej, v grobem, kakšno breme za občino Moravske Toplice predstavlja to, da ureja občinske, pa tudi še kakšne druge ceste? Glejte, letno naše komunalno podjetje dobi za letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v občini Moravske Toplice 700 tisoč evrov. V teh 700 tisoč evrov je v celoti zimska služba in letno vzdrževanje cestnega omrežja. To pomeni, da moramo mi v občini na nek način držati v vozni kondiciji preko 210 km kategoriziranih občinskih cest, kar seveda pomeni ne samo tisto običajno vzdrževanje košnja, bankin, obcestnih jarkov, vzdrževanje cestnega koridorja, kadar gre za ceste, ki potekajo po gozdovih oziroma med gozdovi in podobno, ampak tudi potem zimsko službo. Zimsko službo nas nekje stane v običajnih zimah tam med 250 in 300 tisoč evrih. Gre pa pri zimski službi za seveda posipavanje, pluženje in tako naprej, tudi označevanje. Kakšna je kaj podpora države pri kakšnih naložbah, investicijah? Vsako cesto je potrebno vse na toliko časa preplastiti, tudi kaj drugega urediti. Ja, ravno to je problem. Spremljate zdaj financiranje občin in že kar 7 leto zapored stalne negativne proteste iz strani slovenskih občin glede metode oziroma načina financiranja. V pretežni meri gre seveda za način, ki občinam pomeni, da za tisto glavarino oziroma povprečnino na glavo prebivalca dobijo 500, ne vem, 60, 30, odvisno od proračuna in leta, evrov na glavo in s tem morajo seveda upraviti vse obvezne zakonske naloge. Ena od teh je seveda tudi ta prometna infrastruktura in teh nalog je ogromno. Zato so občine takega tipa, kot je občina Moravske Toplice, seveda tu hendikepirane. Namreč mi imamo okrog 6000 prebivalcev, imamo pa izjemno veliko površino. Že prej smo rekli o dolžini kilometrov teh kategoriziranih občinskih javnih cest. Če pa še k temu prištejemo seveda poljske in gozdne poti, ki jih je 180 kilometrov. To so v glavnem makadamske in druge javne poti, potem je pa ta številka enormna in ob načinu financiranja, tako kot sedaj poteka, v bistvu ves čas ta naša kondicija in sposobnost vzdrževanja pada. Povprečnemu vozniku je marsikdaj vseeno, če je neka cesta kategorizirana kot občinska ali pa kot državna. Pomembno je, da je pač urejena, ampak za občine je to bistvenega pomena. In tukaj je ena zanimivost. Cesta med avtocestnim izvozom v Gančanih proti Bogojini, ta cesta je precej v uporabi, predvsem po odprtju avtoceste. Nekako glavna navezava do turističnega središča Moravske Toplice od avtoceste je še vedno občinska cesta. Ja, v bistvu že 5 let poteka ta mantra oziroma napori, da bi ta cesta prešla v državno kategorizacijo. Namreč po izgradnji avtoceste so se prometni tokovi zelo spremenili in seveda to je glavna vstopna točka v občino in seveda od tu naprej potem v Bogojini na križišču gredo poti ali gor proti Bukovnici in Prosenjakovcem in meji državni, potem levo so Moravske Toplice, desno je pa potem Filovci, Dobrovnik, Bukovniško jezero. Se pravi v turističnem smislu in tudi v nekem prometno-tehničnem smislu je ta cesta po vseh pogojih. Glede pač prioritet bi morala biti državna cesta, ker pa seveda država kategorizacijo cest določa preko svoje družbe za investicije, DRI. Ta pripravi strokovne ocene, elaborat za ministrstvo. Ministrstvo potem mora za infrastrukturo predlagati
takšen sklep na sejo vlade. In danes do tega ne pride, ne, da bo pa stvar še bolj absurdna, je seveda Republika Slovenija tudi zemljiško-knjižni lastnik enega dela te ceste. Ne. Namreč v križišču Bogojina in do mostu na Lipnici, to je približno kilometer, je zemljiško-knjižni lastnik Republika Slovenija. Potem naprej od tega mostu katastrska meja med dvema občinama poteka točno po sredini ceste. Se pravi, levo, če gledamo na jug, je last oziroma pristojnost občine Beltinci, desno Ivanci naselje oziroma Gramoznica in to pa pristojnost občine Moravske Toplice od mostu na Ledavi, pa potem je ves čas spet kao Gančani. Verjetno je razlog za to, da se ta prekategorizacija še ni speljala tudi finančni. Ceste je potrebno prenove. Koliko ste ocenjevali, da bi bilo potrebno za to, da se ceste uredi, ker občinski proračun verjetno tega ne bi zmogel? Ne, v bistvu mi cesto popravljamo kolikor tolikor, ne, vendar je tudi zaradi težkega tovornega prometa iz Gramoznice in Ivanci, ne, tu ta cesta potrebna temeljite rekonstrukcije. Torej ni dovolj preplastitev, ampak sama nosilnost spodnjega ustroja ceste ni primerna, ker seveda v preteklosti ni potekal takšen promet. Ne. Danes pa seveda je tudi podjetje Pomgrad dobilo nadaljnjo koncesijo za naslednjih 8 let in seveda za teh 1 700 000 kubičnih metrov gramoza, kolikor imajo pravico črpati, je to edina v bistvu prometnica in proti avtocesti ali pa v to smer na sever. Ampak v kateri fazi so pravzaprav zdaj trenutno pogovori glede prekategorizacije? Imate posluh trenutne ministrice, trenutnih vodilnih na DRI-ju in ostalih inštitucijah? Glejte, tu glede te ceste sta že obe občini vložili nemalo poti, napora, klicev, pisanja na pristojne inštitucije. Med drugim je tudi Državni svet naslovil na vlado in Ministrstvo za infrastrukturo ustrezno vprašanje, potem tudi Državni zbor, bilo je poslansko vprašanje na to temo, vendar je izgovor ali pa odgovor ta, da se naj nekako občine dogovorijo, ne, katero državno cesto bi pa potem občine v soseščini prevzele v svojo občinsko pristojnost. Veste, da to smešno. Take občine ni, da bi neka občina rekla, aha, zdaj bomo mi neko državno cesto vzeli v svojo občinsko pristojnost. In še drugo, kar je smešno, ne, strani vlade pri teh odgovorih je tudi pri kategorizacijah občinskih cest določa pogoje država. Torej nismo občine same tu oziroma samostojne, da bi rekla, aha, zdaj bomo ta cesta, bomo pa zdaj mi nekaj prekategorizirali. V vsakem primeru v bistvu Ministrstvo za infrastrukturo določa preko družbe za investicije, DRI, te tehnično-prometne gabarite, predpise in zahteve. Tako tudi pri kategoriziranih občinskih cestah oni določajo, ne, zdaj pa ta priključek mora biti tako, ali pa tu mora biti prehod za pešce osvetljen in še vse druge zahteve, ki jih imajo, kar je morda prav, ampak finančno breme je vedno na občinah. Kaj menite, da se bo zgodilo s to cesto, kakšno bo stanje na tej cesti, če se zadeva ne bo razrešila, promet bo kvečjemu naraščal, ne bo padal strani avtoceste proti Bogojini, pa tudi, kot ste dejali, precej več bo tovornega prometa zaradi nove koncesije za izkop gramoza? Že je in v bistvu mi smo že ukrepali v dogovoru z občino Beltinci, smo omejili hitrosti, namreč ker so ti cestni odseki prvič zelo ozki za takšno obliko prometa, smo omejili hitrosti na 50 km/h, to je predvsem tudi z varnostnega vidika, vendar naslednji ukrep, ki ga pa sedaj dogovarjamo, bo pa omejitev skupne teže oziroma tovornega prometa, zato ker ocenjujemo, da seveda ravno ta tovorni promet še poslabšuje in prometno varnost in tudi tehnične lastnosti vozišča. Kakšni bodo kaj naslednji korake? Dejali ste, poslansko vprašanje ni pomagalo, tudi poziv Državnega sveta ni pomagal. Kaj vam še preostane?
Glejte, včasih je bila dobra praksa preteklih vlad, da so ob posameznih obdobjih obiskale celotne ekipe vlade določene regije in potem neposredno iz ust ali pa na oči videle, kaj so probleme. Jaz bi si želel, da bi tudi enkrat prišlo tukaj v Pomurju do tega, ker tisto, kar pač papir prenese ali pa slika, ni dovolj. Namreč vladni birokrati delajo tako, da pač si dostikrat ne ogledajo stvari v naravi. In zdaj, če se vrnemo na avtocesto, po moje avtocesta sploh ne bi smela imeti uporabnega in tehničnega dovoljenja za obratovanje, ker seveda te priključne navezovalne ceste v tem delu niso urejene. Vam daje kaj upanja, morda ta primer iz Maribora, kjer je ob zbiranju podpisov, ob takšnih ali drugačnih pritiskih so očitno vendarle dosegli, da vinjeta na obvoznici mariborski, ki je izgubila svoj pomen zaradi izgradnje vzporedne avtoceste, torej da tam vinjeta več ne bo potrebna. Glejte, tu je še en drugi problem, namreč Maribor je le drugo največje mesto in mimo ali pa skozi Maribor potekajo glavne tudi meddržavne osi in tam morda lažje ljudje dosegajo določene upravičene cilje tudi v tem primeru. Zdaj mi bomo stopnjevali pač svoje zahteve in pritisk na ta način, da bomo predvsem omejili težo vozil. To pomeni, da bo po tem, ko bomo izdelali skupaj z beltinsko občino elaborat o prometno-tehničnih in voziščnih konstrukcijah ceste, v bistvu omejili tovorni promet, predvsem transport, razen za lokalno dostavo oziroma lokalno prebivalstvo in kmetijstvo, ker v bistvu druge možnosti nimamo. Glejte, če je zemljiškoknjižni lastnik Republika Slovenija, potem mi ne moremo zdaj reči, mi bomo pa to cesto vzdrževali, upravljali in sanirali, ker takole čez palec je ocena, da bi bilo tam 2 milijona premalo, če še upoštevamo mostove, tako na Lipnici kot na Ledovi. Kdaj lahko šoferji pričakujejo omejitev za tovorni promet, mora tudi kakšna teža bi prišla v poštev za omejitev? Ja, glejte, v tem jesenskem času bo predvsem strani pristojnih inštitucij narejena analiza konstrukcijskih lastnosti in lastnosti vozišča. To pomeni, da bodo upravljene na vzorčenja, meritve in potem glede na izide tega bo priporočilo, kakšne omejitve bodo na tej cesti. V vsakem primeru bomo pa mi zagotovili, da bo varnost za osebna vozila in pa lokalni promet do te mere zagotovljena ob upoštevanju manjših hitrosti in pa, kot že rečeno, vkolikor bo prišlo do omejitve teže vozil, da bo primerno, dokler bo pač to v občinski pristojnosti. Še enkrat pa pravim, zakon je jasno o cestah, da so priključne in navezovalne ceste na avtocesto državne ceste najvišje kategorije. In še to je morda smešno, tujce vodi v naše kraje navigacija. Vsi navigacijski sistemi delujejo po načelu hierarhije od najvišjega ranga pa postopoma potem do poti in cest nižje kategorije. Tako je predvsem njim čudno, kako zdaj to, ker njih ne zanimajo, kje so občinske meje oziroma kako zdaj te potekajo te korelacije med pristojnimi ministrstvi. Upajmo, da vam bo vendarle skupaj z državo uspelo v prihodnje najti rešitev. Hvala za obisk v našem studiu. Prosim. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Nasvidenje.